Najprej bom nekaj malega povedala o sami strukturi predavanja. V napovedniku sem nekako zapisala, da pač je v produkciji mlajših vizualnih in pa recimo intermedijskih umetnosti v Sloveniji v zadnjih letih mogoče zaznati vrnitev nekaterih ključnih tem, ki so zaposlovale modernistično umetnost 20. stoletja, pri čemer naj bi te pač poskušale prelamljati s prevladujočo idejo sodobne umetnosti, kakor se je pač vsaj v slovenskem umetniškem prostoru formirala recimo na prehodu iz 80. v 90. leta, predvsem pa tekom 90 let ali pa druge polovice 90. let. V predavanju bom torej preko nekaterih izbranih konkretnih primerov in predvsem pa njihovih teoretskih referenc poskušala pokazati nekaj posebnosti teh, recimo temu vrnitev, zelo pod narekovaji sicer. Pri tem pa se ne bom toliko osredotočala na neko formalno estetsko analizo teh del, ampak recimo poskušala nakazati predvsem na njihovo, dajmo temu reči, tendenciozno raven, ki jo bom pač poskušala nekako kontekstualizirati recimo z stališča zgodovine idej vezanih na umetnost. V prvi fazi se bom pač nekako osredotočila na izsek osnovnih potez sodobne umetnosti iz stališča njihovih kritik. Recimo, da okvirno v zadnjih 5 letih ali pa slabih 10 letih, kateri so njihovi argumenti in podobno, kaj izpostavljajo. Na tej podlagi pa bom potem pač prešla nekako na to, od česa se je poskušala sodobna umetnost pravzaprav odvrniti v času in v procesu njenega formiranja, kot pač neka domnevna nova umetniška paradigma in predvsem od česa se je ta v tem procesu formiranja na specifičen način pač sodobna umetnost odvrnila in kar se na nek način vrača v bolj nedavnih umetniških praksah. Zdaj ta neka sama logika, ki sem jo tu nekako nakazala, skratka, da je mogoče v nekih novejših umetniških praksah, ki se pač poskušajo odvrniti od neke prevladujoče koncepcije sodobne umetnosti, detektirati to, od česa se je sodobna umetnost odvrnila v času njenega formiranja, je mogoče pač v prvi fazi nekako navezati na neko splošno logiko formiranja novosti v umetniškem polju, vsaj od modernosti naprej. Ampak sama mislim pač, da seveda to do neke mere drži, ampak je pač, ko bom poskušala pokazati, tudi malo bolj kompleksno. Zdaj, kar se tiče same kritike sodobne umetnosti, kot rečeno, formira nekako v zadnjih 5 letih ali pa dobrih 5 letih, se ta osredotoča predvsem na eni strani na človekocentričnost sodobne umetnosti, na njen prezentizem in pa recimo na nekaj, kar je mogoče pojmovati z pojmom Srniceka in Williamsa, folk politics, oziroma pač na nek politični horizont sodobne umetnosti. Kar se tiče same neke skupne točke, relativno nekih heterogenih prispevkov, iz katerih črpajo novejše umetniške prakse, ki me tukaj zanimajo, naprimer, tukaj imam v mislih predvsem spekulativni realizem, objektno orientirano ontologijo, akceleracionizem, medijsko teorijo oziroma medijsko arheologijo, je, da se primarno poskušajo deliti predvsem od filozofskega in pa kulturnega pogleda, ki pač po njihovem mnenju dominira od druge polovice 20. stoletja. Skratka, recimo od pogleda, ki realno misli kot produkt diskurzivnosti in podobno. Po mnenju teh prispevkov problematična točka ni toliko recimo teza, ki pomembno zaznamuje že v bistvu tako imenovano romantično filozofijo v začetku 19. stoletja, in to je pač, da nimamo dostopa do reči na sebi, ampak zgolj fenomenov, skratka pač stvari, kakor se kažejo za človeka, ali pa kako so posredovane s človekovim kognitivnim aparatom, njegovo kulturno, zgodovinsko in podobno vpetostjo, ampak predvsem je po mnenju teh prispevkov problematična točka iz tega izhajajoči radikalni sklepi, recimo sklep, da ni prediskurzivne realnosti, da ni ničesar izven interpretacije, da je skratka obstoj priznan nekako zgolj temu, do česar pač lahko dostopa človek in ki je v nekem smislu pač po njegovi meri. Hkrati pa so tudi po mnenju teh novejših prispevkov problematične konsekvence, ki jih ima tako imenovana romantična epistemološka intervencija za vednost nasploh. In sicer, da pač v tem okviru namreč postane neka edina možna objektivnost, do katere ima pač dostop vednost, pravzaprav trenutni, zato pa tudi relativni konsens neke znanstvene skupnosti ali pa
konsens, ki se spostavi znotraj pač določenih družbenih pol, vključno z umetniškim, recimo. V kontekstu analiz sodobne umetnosti sta kritike deležne predvsem na eni strani neka njena splošna epistemološka, hkrati pa iz te izhajajoča politična baza. Obe je recimo mogoče rekonstruirati na podlagi predvsem dveh točk. Prvič recimo na podlagi neke logike ali pa koncepcije časovnosti, ki jo takšna epistemološka baza sodobne umetnosti implicira, na drugi strani pa bolj neposredno pač nek njen politični horizont, ki se nanaša na pač recimo neko tendenciozno komponento glavnine sodobne umetnosti. Če se v prvi fazi osredotočim predvsem na neko časovnost sodobne umetnosti, ker bo pač tudi pomembna za nekatere prakse v nadaljevanju, je neko rekonstrukcijo te smiselno začeti z nekim bolj splošnim orisom sodobne umetnosti. V njenem formativnem obdobju so jo namreč zaznamovale predvsem kulturno-študijske teorije recepcije, ki so preusmerile fokus od analize nekih koda avtonomnih kulturnih tekstov kot nekih ekskluzivnih virov pomena k pogojem in načinom distribucije in recepcije kulturnih tekstov. Pri čemer je v ospredje prišla teza, da je pač pomen odvisno od konteksta, da je pač relativen, torej recimo, da pač ista stvar v različnem kontekstu pomeni različno, da ista stvar učinkuje različno glede na to, pač kdo jo percipira in podobno. Hkrati je sodobna umetnost močno zaznamoval proces, ki bi ga lahko imenovala tekstualizacija vseh nekih institucionalnih komponent umetnosti, recimo galerijska, muzejska prezentacija, kritiško vrednotenje, teoretska obravnava, recepcijski proces, zgodovinjenje in podobno. Predvsem pa pač te neke povezave teh institucionalnih komponent umetnosti z oblastnimi mehanizmi oziroma reprodukcijo nekih razmerij moči. Skratka, če se na podlagi tega nekega bolj osnovnega orisa raziskovalnih pristopov in pa fokusa sodobne umetnosti osredotočim na to neko časovno komponento sodobne umetnosti, je sodobna umetnost na podlagi te preusmeritve fokusa, ki nekako črpa iz kulturno-študijskih teorij recepcije, pač neizbežno samo omejuje na to, na kak način preteklost oblikuje oziroma je oblikovala sedanjost. Recimo čisto konkretno, če določeno neko sodobno umetniško raziskovalno prakso zanima nek konkreten družbeni ali pa kulturni fenomen, se bo osredotočila na neko zgodovinsko ali pa genealoško analizo tega istega fenomena. Pri tem bo pa nekako sedanjo stanje implicitno ali pač eksplicitno bo opredeljeno kot nek produkt zgodovine, kar je tudi ena pomembnih točk kritike novejših teoretskih prispevkov, do neke mere pa tudi umetniških praks, ki jih iz njih črpajo. Sodobna umetnost, skratka, kot izpostavijo njene kritike, implicira fokus na preteklosti, ki je zgolj neka retrojekcija stališča sedanjosti. Z te neke sedanjosti, ki pa je lahko prisotnjena izključno preko te iste retrojekcije preteklosti. Skratka, poljubni fenomen ali pa identiteta, ki jo sodobna umetnost analizira, raziskuje, je skratka opredeljena kot pač produkt nekega preteklega izgrajevanja tega istega fenomena. Nekaj podobnega je recimo mogoče tudi opazovati v primeru recimo temu ekonomike sodobne umetnosti, ki jo recimo sploh v lokalnem prostoru zaznamuje programsko razpisno financiranje, ker na primer neko trenutno stanje funkcionira kot nakopičeni simbolni kapital, skratka kot nek stranski produkt preteklega delovanja. Torej, sodobna umetnost hkrati tudi implicira neko specifično logiko oblikovanja ali zamišljanja prihodnosti, ki je pač neločljivo prepletena ali pa odvisna od sedanjosti, temu ustrezno pa tudi pač nekako eliminira pogoje zgodovinske kontingentnosti ali pa neke radikalne prekinitve. Če se zdaj še na tej neki podlagi osredotočim bolj neposredno na nek splošni politični teren sodobne umetnosti, je mogoče v prvi fazi izpostaviti, da ga je pač močno zaznamovala ideja o družbeno-integrativnih potencialih umetnosti. Recimo sodobno umetniške legitimacije se pogosto vrtijo okrog neke ideje umetniške sfere kot branika ali pa zatočišča javnega, skupnega, kritične misli, hkrati pa se utemeljujejo ali pa so se recimo celo mogoče prisiljene utemeljevati na podlagi širših družbeno-ekonomskih procesov, katerih kontrapunkt naj bi predstavljali. Recimo v največ primerih je to pač neka splošna analiza domnevnih posledic neoliberalizma in potem sodobna umetnost opredeljena kot nek kontrapunkt tega oziroma kot neko blažilno sredstvo ali kakorkoli že.
Fokus na sedanjosti kot produktu preteklosti v kombinaciji z idejami družbeno-tvornih potencialov umetnosti kot neko prevladujočo idejo sodobne umetnosti, pač lahko temu ustrezno pripeljemo v bližino tega, kot že omenjeno, kar sta Alex Williams in Nick Srnicek poimenovala folk politics oziroma ljudska politika, ki med drugim temelji na privilegiranju določenih organizacijskih oblik, recimo horizontalnost, odprtost, neposrednost, mrežno povezovanje, samoorganiziranost in tako naprej. In katerim je bolj ali manj avtomatično v nekem diskurzu sodobno-umetniškem pripisan nek političen učinek. Srnicek in Williams sicer tako imenovano ljudsko politika mislite kot sklop idej in intuicij znotraj sodobne levice, ki poganja common sense načine organiziranja, prakticiranja in mišljenja politike, ki v nasprotju z abstrakcijo in nečloveškostjo kapitalizma poskuša spustiti politiko na človeško raven, s poudarjanjem časovne, prostorske in konceptualne neposrednosti. To je bil zdaj citat. Pri definiranju ljudske politike se sicer referirate predvsem na cikel družbenih gibanj od 90-ih let naprej, pri čemer naj bi zraven naštetega jih ta ista gibanja zaznamovala predvsem fetišizacija lokalnih prostorov, neposredne akcije, tranzitorni gest in partikularizem vseh vrst. Splošno rečeno gre skratka v primeru ljudske politike za oblike političnega mišljenja, delovanja in organiziranja, ki je po meri individualnega človeka in v veliki meri zvedeno na neko njegovo etično pozicijo, zaradi česar jih je tudi mogoče razumeti kot nek kontrapunkt politike, ki bazira na sistemski analizi, do neke mere pa tudi recimo odziv na vse večjo kompleksnost in birokratizacijo politično-ekonomskih procesov. Poskusi novih oblik mišljenja političnega iz tega razloga pogosto izhajajo natanko iz kritike antropocentrizma, pri čemer naprimer prispevki v bližini akceleracionizma, do neke mere pa tudi spekulativnega realizma in objektno orientirane ontologije, pač recimo poudarjajo dejstvo, da so pač trenutne oblike kapitalistične akumulacije presežne vrednosti tržnih mehanizmov in pač tem ustrezajoči oblastni mehanizmi za človeka vedno bolj nedoumljivo kompleksni, tehnološko avtomatizirani, predvsem pa vedno manjši meri vezani na njegove potrebe. V tem kontekstu je pač recimo mogoče opazovati tudi neko prevladujočo politično in pa etično pozicijo sodobne umetnosti, kakor se vzpostavi recimo v okviru tako imenovanega družbenega obrata od 90-ih let, ki so ga predvsem v obliki vzpona zanimanja za participacijo in sodelovanje detektirajo številni ključni interpreti sodobne umetnosti. Recimo po mnenju ene od teh, Claire Bishop, bi družbeni obrat sodobne umetnosti tega obdobja naj sovpadel natanko s širšimi kulturno-političnimi premenami v obravnavanju ustvarjalnosti v okviru nove ekonomije od 80-ih let 20. stoletja naprej, ki naj bi uveljavila tudi nekako vsaj posredno imperativ zunaj umetnostne legitimacije. Konkretno v Sloveniji recimo bi se te ideje naj tekom 90-ih let manifestirale predvsem preko ideje, da morata, če pač naj se jo financira iz državnih proračunskih sredstev, umetnost in kultura pokazati še neke širše dobrodejne socialne, ekonomske, politične in tako naprej učinke. Natanko na podlagi tega nekega splošnega političnega, do neke mere tudi epistemološkega terena sodobne umetnosti se je mogoče osredotočiti še na kontekstualizacijo nekaterih potez modernizma, od katerih se je sodobna umetnost v času njenega formiranja odvrnila. Na splošno veliki meri je pač sodobna umetnost zgradila neko svojo politično naravnanost na podlagi analize in izpostavitve tega, kar naj bi modernost, preko tega pa tudi seveda moderna umetnost in modernizem potlačila. Kritizirala je na primer modernistični fokus na raziskavi naravnih pogojev in specifik zaznavanja, ker pač ta neizbežno temelji na nekem abstraktnem subjektu, pri čemer se je sama, pač kot že rečeno, osredotočila predvsem na neke družbene, kulturne, zgodovinske, politične in podobno pogoje, percepcije in pač kritizirala ta nek modernističen, abstraktni subjekt. Zraven tega so bile kritike deležne tudi druge konsekvence modernističnega fokusa na splošnem ali univerzalnem, hkrati pa težnje po doseganju nekih najbolj ali pa raziskovanju najbolj elementarnih in bistvenih specifik umetnosti v kontekstu moderne in predvsem pa modernistične umetniške prakse, razumljene kot jezik oziroma kot jezik specifičnega tipa.
Sam ta fokus moderne, predvsem pa modernistične umetnosti, od katerega se je odvrnila sodobna umetnost, je pač tudi sam potrebno nekoliko kontekstualizirati. Zdaj, recimo, na eni strani fokus in težnje moderne umetnosti in modernizma so vsekakor izhajali iz nekega temeljnega pogoja možnosti v obliki avtonomizacije umetnosti kot jezika oziroma avtonomizacije umetniških označevalnih sredstev, ki so pač šele omogočili nek polni obseg modernističnega redukcionizma ali pa gibanja proti abstrakciji in potem tudi recimo tautologijo, dobesedni pomen, afirmacijo umetniške materije, gibanje po dosegi nekih najbolj elementarnih gradnikih ali pa značilnostih umetnosti, ki jih je do neke mere tudi mogoče bolj povezati z različnimi variacijami umetniške eshatologije, pač ali v obliki ideje konca umetnosti ali pač recimo težnje po slikanju zadnje slike in podobno. Na drugi strani je potreben moderni in modernistični fokus na abstraktnem, splošnem, univerzalnem, mestoma tudi transcendentalnem, torej nekako od čutnega, od neodvisnem, povezati tudi s politično podlago modernih političnih projektov, ki pač izhajajo iz neke splošne, univerzalne človeške narave in se recimo osredotočajo na legitimacijo človeških zmožnosti prehajanja iz posebnega k občemu, ki pač tudi bazira na nekem imperativu konsenza, če se tu zanemarim nek avantgardni odmik od tega istega imperativa. Torej, bazo moderne koncepcije umetnosti, ki do neke mere drži tudi v primeru modernizma, je po mojem pač najbolj ustrezno iskati v kontekstu romantične filozofije, ker prihaja do preusmeritve fokusa estetiških razprav, to skratka nekako prelom iz 18. v 19. stoletje ali pa potem tekom 19. stoletja. In sicer pač se tu gre za nek preusmeritev fokusa od estetike, ki se fokusira na estetsko sodbo, kjer pač recimo umetniški primeri predstavljajo eno od izhodišč utemeljevanja človekove zmožnosti, moralnega delovanja in do neke mere tudi samostojnega mišljenja. Proti estetiškim razpravam, ki se osredotočajo predvsem na umetniški ustvarjalni proces, kjer je pač recimo pozornosti deležno vprašanje, kaj točno počne ali pa producira umetnik ali pa kakšen tip preoblikovalske aktivnosti je umetniški ustvarjalni proces. Mislim, da se pač natanko v tem kontekstu nekako vzpostavi spekter idej, ki bodo predstavljale temelj potem recimo modernistične podobe umetniškega dela. In pač po mojem mnenju v okviru spektra teh idej ni mogoče to ključna neka recimo ideja umetniškega dela kot nekega subjektivnega, partikularnega, singularnega pogleda na svet ali pa ideja umetniškega dela kot materializacija nekega afektivnega stanja. Recimo, kot je to primer v pojmu Stimmungskunst, kot se formira v začetku konec 19. stoletja v okviru umetnostne zgodovine, ali pa tudi kasneje v okviru nekih fenomenoloških poskusov definiranja umetnosti, ali pa recimo ideja, da umetniško delo manifestira pogled na svet, ki bi bil iz nekega razloga, bi naj prodrl do nekih globljih plasti ali pa lastnosti stvari. Zakaj te ideje izpostavljam? Ker so pač predvsem te ideje nekako eden ključnih predmetov kritik tudi sodobnih teoretskih prispevkov, ki me tukaj zanimajo, skratka prispevkov v bližini spekulativnega realizma, akceleracionizma in podobno, ne? Do neke mere tudi medijske teorije in arheologije. Hkrati pa potem tudi neka posredno tudi referenca umetniških praks, ki pač si te prispevke jemljejo za izhodišče ali pa iz njih črpajo. In potem na podlagi te neke podobe potem tudi ti prispevki, ki se pač kot rečeno nekako najbolj osredotočijo na kritiko človekocentričnosti, koncepcije umetnosti in pa umetniških praks, potem predlagajo neko nasprotje temu, recimo predlagajo, da naj bi se umetnost ukvarjala z nekimi strogo logičnimi od izkušnje in realizacije načeloma neodvisnimi temami, pri čemer je recimo kot nek primer pogosto izpostavljena na eni strani tradicija zgodnje konceptualne umetnosti, na drugi pa recimo zgodnje računalniško ali pa algoritemsko generiranje umetnosti tekom 20. stoletja.
Sama sicer mislim, da je pri moderni in modernistični koncepciji umetniškega dela bolj v ospredju neka ravno ta preoblikovalska komponenta umetnosti. Bodi si recimo na način, da umetnik preoblikuje dano, recimo izhaja iz danega, ga preoblikuje na tak način, da pač ustvari neko spreobrnitev danega in pač preko tega neko novo realnost znotraj obstoječe realnosti. Bodi si na način, da ima umetnost neke fikcionalizacijske potenciale, zaradi česar potem tudi mislim, da modernizem, saj pač del tega, ki se je odvrnil od neke ekspresionistične spontane teorije umetnosti, ni zelo daleč od tega, kar pač novejši teoretski prispevki pač predlagajo kot neko novo umetniško paradigmo, pogosto preko kritike sodobne umetnosti. Najbolj splošno rečeno bi bilo namreč mogoče recimo nek raziskovalni fokus moderne in predvsem modernistične umetnosti misliti na podlagi predmeta ontologije umetnosti, ki ima pač nekako recimo okvirno dve smeri. Po eni strani neko gibanje proti abstrakciji, ki ga je pač mogoče razumeti kot prej že omenjeno gibanje proti nekim bistvenim elementarnim lastnostim umetnosti kot jezika, ki so tudi potencialno neodvisni od neke formalno estetske realizacije. Pri čemer recimo bi lahko bilo mogoče govoriti celo o neki protoalgoritemski obdelavi umetniških izraznih sredstev ali pač upodabljajočih pristopov. Druga smer pa je nekako druga smer modernističnih raziskav ontologije umetnosti pa recimo temelji na ideji avtonomnosti umetnosti, pri čemer je pač umetnost razumljena kot nek samorefleksivno orientiran projekt in to gibanje recimo bi mogoče misliti kot neko gibanje proti recimo konceptualni umetnosti ali pa proti ready-madeu, ki pač izpostavijo predvsem neke institucionalne ali pa družbene, kulturne pogoje možnosti umetnosti. Seveda vsa ta neka gibanja so čisto v praksi zelo prepletena običajno. Če se zdaj počasi bolj neposredno prestavim na konkretne umetniške prakse oziroma predvsem neke njihove tendence, raziskovalne fokusi in podobno, je v prvi fazi mogoče izpostaviti, da recimo pogojno rečeno neke vrnitve fokusa na medijo, ki je bil pač relativno izpostavljen v okviru modernistične umetnosti oziroma vsaj njenega dela, medtem ko se je sodobna umetnost načeloma z medijem ni zelo obsežno ukvarjala, ker pač, ne vem, tudi z razloga, ker je med drugim zaznamovala tako imenovana dematerializacija umetniškega dela in neki osamosvojitev produkcijskih procesov. Če se je znotraj sodobne umetnosti medij že nekako nagovarjal, je ta nastopal še najpogosteje ravno v okviru nekega širšega institucionalnega ustroja umetnosti. Kar se tiče samih modernističnih obravnav in raziskav medija, je te kot mogoče postaviti v bližino z omenjenimi raziskavami bistvenih elementarnih lastnosti umetnosti kot jezika, pač posredno seveda tudi raziskavami ontologije umetnosti, ki pa ne nastopajo na način sodobno-umetniškega fokusa na institucionalnem kontekstu, ampak bolj recimo na način, kaj pa vem, en od primerov je raziskav strukture podobe. Zraven tega je pač seveda v okviru modernističnih raziskav medijev mogoče izpostaviti tudi abstraktno umetnost, ki jo v neki najbolj radikalni različici zaznamujejo že omenjene eshatološke težnje ali pa tudi težnje po dosegi nadčutnega, odčutnega, neodvisnega preko čutnih sredstev, to je umetniškega dela. V primeru tako poimenovanih nekih vrnitev raziskav umetniškega medija v okviru mlajše umetniške produkcije je recimo mogoče detektirati predvsem medijsko-arheološke pozicije, ki so za razliko od sodobno-umetniškega fokusa pač osredotočajo na neke mediju imanentne specifike. Do neke mere pa tudi na načine, kako so v tehnološko generirano medijsko podobo vpisane sledi uporabnika. Sam medij je tukaj seveda razumljen predvsem precej širše kot v primeru modernističnih medijskih raziskav, ker pač ne gre toliko za nek medij v okviru raziskave ali pa na terenu raziskave ontologije umetnosti. Torej v navezavi na prvo, skratka neko težnjo po estetizaciji, recimo temu estetizacijo medijev imanentnih specifik, je vsekakor mogoče izpostaviti umetniško prakso Staša Vrenka. Vrenko, katerega teoretsko-referenčni fokus je dosledno medijsko-arheološki, v svojem delu recimo najpogosteje tematizira predvsem medijo imanentno logiko časovnosti.
ki se pač, ker je kot medioimanentna, tudi pogosto nekako izmika fenomenološki izkušnji. Zdaj, kar se tiče same medijske arheologije, je pri tem mogoče najbolj splošno rečeno smiselno izpostaviti, recimo, kako je ta preko izolacije materialnosti, predvsem materialnosti medija kot nekega raziskovalnega predmeta, omogočila fokus na temo, recimo, kako logika medijev vpliva na družbene procese. V tem kontekstu recimo je smiselno, je pač mogoče so najbolj zanimive raziskave vpliva literarne kulture in pa papirja ter pisave kot nekega primarnega medija na družbeno organizacijo, koncepcijo časa in prostora, na oblastne mehanizme in tako naprej. Na tako medijsko-teoretsko raziskovanje medijem imanentnih procesov so potem tudi omogočili refleksijo neke radikalne razlike med človeškim recimo in pa medijskim časom, ki pač ni le fenomenološka, ampak tudi epistemološka in ontološka. Recimo prakso Staša Vrenka je tako mogoče misliti na podlagi nekega splošnega pristopa, kot že rečeno, estetizaciji tehničnim medijem imanentnih procesov. Pri tem pač pod estetizacijo seveda mislim predvsem na različne pristope, na kak način skratka poskuša Vrenko nekako delati čutno zaznavno to, kar se načeloma izmika človeški izkušnji. Glavnina Vrenkovih del je pri tem osredotočena specifično na časovnost tako imenovanih matematično-tehnoloških medijev, pri čemer kot eno ključnih sredstev estetizacije pogosto nastopa zvočnost. Vrenko je tako na primer v delu Plošča, ki je na sliki iz leta 2019, ozvočil materialnost, skratka v nekem smislu prisilil izbrani material, da označuje, in sicer na način zvoka in grafične vizualizacije zvoka. Za razliko od tega je recimo v delu Zanke v prenosu zvočno estetiziral medijev imanentni časovni proces. Skratka, na eni strani medijev imanentno časovnost prevedel v zvok, hkrati pa preko prevoda naredil neestetske vidike materialnosti zaznavne. Torej, nekako pogojno rečeno, Vrenkovo zvočno prevajanje časovnosti medijev ali pa specifik materiala v tem kontekstu seveda ne proizvede nekega gladkega toka med signalom in gledalcem, ampak vzpostavlja recepcijsko situacijo neke poudarjene in tudi reflektirane vrzelnosti. Za razliko od tega je mogoče bolj nedavno umetniško prakso Voranca Komarja postaviti predvsem v bližino prej omenjene kombinacije, torej na eni strani raziskave medijev imanentnih značilnosti in na drugi strani raziskave načinov, kako so v tehnološko generirano ali pa medijsko podobo vpisane sledi uporabnika oziroma uporabe. Raziskovalna kontinuiteta umetniških projektov Komarja je sicer razmerje med pogledom in prostorom podobo, ki so v njegovih bolj nedavnih projektih, projektih iz zadnjih let sega vse od recimo razmerja med vsakodnevno aktivnostjo objektom in pa aktivnostjo objektom, ki ima status umetnosti, do raziskave razlik človeškega pogleda in pogleda, ki ga implicira digitalna podoba. V zadnjem času se Komar v okviru raziskovalnega fokusa razlik med človeškim pogledom in pogledom digitalne podobe posebej osredotoča tudi na vpliv digitalnih tehnologij na reprezentacijo in izkušnjo telesa. Komar, ki sicer recimo deluje tudi kot teoretik, je recimo v članku Koreografija postajati truplo, kratka genealogija umirajočega telesa v računalniških igrah iz leta 2018, podrobno analiziral spremembe v simuliranju umiranja v okviru prvoosebnih strelnih videoiger. Pri tem je med drugim pokazal, kako na spremembe v koreografiranju prepričljivega umiranja vplivajo nove tehnologije snemanja, recimo konkretno tako imenovani subjektivni pogled GoPro kamere oziroma učinki rabe le-teh, recimo konkretno poročanje iz vojn na Bližnjem vzhodu. V splošnem se Komar skratka raziskovalno osredotoča na pregled načinov, kako sta percepcija in izkušnja telesa v posameznem zgodovinskem obdobju oblikovana na nekem presečišču različnih disciplinarnih pogledov, recimo medicinskega, kliničnega, tehnološkega, umetniškega, ki jo pač vzpostavljajo kot objekt signifikacije.
Delovno metodologijo v omenjenem projektu Površina bi bilo sicer mogoče misliti kot nek poskus razločitve in estetizacije različnih vidikov, ki se vzpostavljajo na presečišču telesa in digitalnega. Za razliko od Vrenka, ki v svojih projektih predvsem preko zvoka estetizira, skratka naredi estetsko zaznavno časovnost medijev, se Komar osredotoča na materialnost ali pa celo telesnost digitalne podobe. Kot recimo zapiše v besedilo ob tem delu, površina digitalnega zapisa vsebuje sled telesnosti aparata, kakor tudi telesnosti uporabnika, v primeru, da je bil aparat nošen. Gibanje aparata tako pušča sled, ki ni zgolj povsem geometrična, kajti govorimo o prostoru zajetem zapisom na čipu in zato inteligibilna, temveč pogosto povsem telesna, kajti digitalni zapis nosi sledi povsem fizičnih lastnosti aparata, hitrost zapisa na čipu tekom posamezne slike, odprtost zaslonke, frekvenca zapisovanja. Te vidike torej Komar estetizira v prvem delu projekta Površina, ki na podlagi neselekcioniranega feeda posnetkov s tako imenovano nošeno kamero poskuša estetizirati telesnost kamerjo in tistega, ki kamero nosi preko kamera tracking programske opreme. V digitalni podobi opisano telesnost aparata in človeka, ki ga uporablja, Komar projektu za gledalce estetizira oziroma vizualizira na način, da preko programske opreme ekstrahira tridimenzionalno pot kamere ter le to potem zapiše na graf, ki je projiciran na steno galerijskega prostora. Tej estetizacije po tem projektu Površina so postavljen del postavitve, ki temelji na vizualizaciji načina simulacije človeškega telesa oziroma njegove površine v sodobni računalniški grafiki. Drugi del projekta je tako osredotočen natanko na neko estetizacijo tehnike računalniške simulacije kože, ki je Komarja do neke mere zaposlovala v prej omenjenem članku. Komarjev projekt skratka temelji na medijsko-arheološki razločitvi plasti presečišča telesnosti in površine v kontekstu digitalne podobe, logike digitalnega ali kar digitalne materialnosti. Telo oziroma telesna površina tukaj nastopa kot nek stranski produkt medijev imanentnih tehničnih postopkov in različnih disciplinarnih pogledov, ki sooblikujejo vtis prepričljivosti telesnega. Kot pokaže njegov projekt, logika digitalnega ne temelji enostavno na neki goli sploščitvi telesa, medtem ko je recimo moderno izkušnjo telesnega zaznamoval nekakšen vznik globine, kjer je bila koža pač percipirana kot nek medij prevajanja znakov nekih globinskih procesov, bi v primeru digitalne simulacije po pač Komarju digitalne simulacije telesnega lahko govorili skorajda o neki palimpsestični površini, ki pa ni niti produkt neke rekonstrukcije anatomske zgrade telesa in nekega oblačenja le-te s plastmi organov, mišičevja, maščobe in nazadnje kože, niti ni neki modernistični indeksalni vpis telesnosti v umetniški material. Naslednjo v napovedi predavanja diferencirano vrnitev sem poimenovala kot raziskavo verzelno dane realnosti. Ta fokus raziskovalni ima sicer relativno dolgo zgodovino, recimo detektirati ga je mogoče v primeru tradicije sintetičnega analitičnega kubizma, tehnike montaže, tako imenovanega analitičnega slikarstva 70. let in pa seveda številnih drugih umetniških praks tekom 20. stoletja. Pri čemer recimo se zelo pogosto nekako referirajo na fenomenološke prispevke. Raziskave verzelno dane realnosti je mogoče recimo tudi detektirati v slovenskem umetniškem prostoru na prehodu iz 80. 90. leta, recimo v primeru novega slovenskega kiparstva, ki se v glavnem referira na lakanovsko psihoanalizo. Za razliko od tega se novejša umetniška produkcija pogosto referira predvsem na teoretske pristope, ki v največ primerih izhajajo iz Millesojeve opredelitve in kritike koleracionizma oziroma njegovega zagovora realizma, ki ga sam izpelje recimo na podlagi pojma prafosila, ki objektivno eksistira pred časom oziroma človeško danostjo, pri čemer sicer verzelno dano realnost nekako izpostavi, tematizira v navezavi na konkretni primer oddaljenega vesoljskega dogodka, ki je brez priče. Recimo kot pojasni v knjigi Po končnosti, tak dogodek, ki bazira na ideji neke
vrzelno dane realnosti je pač po njegovem mnenju povsem združljiv z korelacionizmom, saj v končni fazi pač že dlje časa neke teorije zaznave izpostavljajo nek konstitutivni vidik časovne ali pa prostorske nezajetosti dela objekta za njegovo čutno zaznavo. Kakorkoli že, zdaj bolj nedavne raziskave spektralne realnosti, vrzelne danosti, kakršnakoli že variacija, v okviru izseka novejših umetniških praks, recimo za razliko od nekih modernističnih, zaznamujeta predvsem, po mojem mnenju, predvsem dve točki. Na eni strani poskušajo eliminirati neko centralnost vizualnosti oziroma vizualnega čuta, na drugi strani pa se poskušajo pomikati onstran okvirov realnega kot proizvoda diskurzivnosti, torej onstran trenutno še vedno dominantnega, recimo epistemološkega common sensa. Temu ustrezno pa se tudi do neke mere pomikajo onstran okvirov fokusa na signifikaciji in okvirov literarne kulture, saj poskušajo do realnosti dostopati materialistično ali pa mestoma realistično. Novejše umetnostne raziskave skratka recimo ne poudarjajo toliko tekom 20. stoletja že zelo večkrat izpostavljenega dejstva, da recimo nimamo dostopa do objektov v celoti, da sta subjektivnost in identiteta razcepljeni in podobno. Ampak se namesto tega v večji meri osredotočajo predvsem na specifike vrzelno dane realnosti, ko so nek stranski produkt nedavnih tehnoloških, ekonomskih in ekoloških okoliščin in potem implikacij za neko družbeno, naravno ali pač človeško. V kontekstu umetniških praks, ki se referirajo na recimo objektno orientirano ontologijo, se mi zdi ključno izpostaviti predvsem novejšo slikarsko prakso Neye Zorzot, ki se recimo v svojem najnovejšem delu oziroma razstavi naslovljeni Adheziv, ki je bila konec lanskega leta na ogled v MSUM, neposredno opira na knjigo avtorja Timotheja Mortona Hiperobjekti, filozofija in ekologija po koncu sveta. Pojem hiperobjekta, kakor ga predvsem recimo na primeru globalnega segrevanja opredeli Morton, za Zorzot pri tem predstavlja recimo izhodišče mišljenja neke nove relacije objekta in subjekta. Pomembno je izpostaviti, da je tematizacija, pač kot rečeno, neke nerazločljivosti objekta in subjekta, eno temeljnih raziskovalnih fokusov te naštete umetnostne tradicije 20. stoletja, ki pač na različne načine izpostavlja, da se subjekt konstituira šele v relaciji do nečesa, recimo objekta, ali pa predvsem intersubjektivno, da tudi objektivnost objekta ni mogoče zaznati ali misliti onstran njegove relacije do subjekta in podobno, ne. Zdaj, v navezavi na novejše delo Zorzot je pač po moje potrebno biti bolj natančen na podlagi referiranja na prispevek, ki se vsaj do neke mere giblje na polju objektno orientirane ontologije. Po mojem mnenju pač Zorzot ne želi podati toliko nekega novega vidika korelacionistične prepletenosti, ampak je predvsem nasledje neke redefinicije objektnosti, pri čemer recimo se, glede na to, da neposredno izhaja iz Mortona, v tem primeru zdi, da nekako tudi zavzema deloma akceleracionistično neko predpostavko, recimo konkretno, da se je konec sveta že zgodil. Kar se tiče samega Mortona, ta recimo hiperobjekt, konkretno recimo globalno segrevanje, poskuša predstavno opredeliti preko več fenomenoloških paralel. Govori na primer, da je hiperobjekt podoben izkustvu plavanja v bazenu, kjer je subjekt na eni strani potopljen v objektu, pri čemer mu natanko ta neka notranjost onemogoča distanciranost za objetje oziroma nekaj določitev meja objekta. Hkrati izkušnja hiperobjekta, torej zraven neke necelosti, parcialnosti in zlepljenosti, ki je bila pač pomembna tema umetniških praks, recimo konkretno v slovenskem prostoru, vsaj na prehodu iz 80. v 90. leta, hkrati suspendira primat vizualne izkušnje. Če se še malo na Mortona osredotočim, recimo v tej omenjeni knjigi poskuša torej ponuditi predvsem definicijo nekih domnevno objektov specifičnega tipa,
ki se radikalno izmikajo uveljavljenim človeškim izkustveno-kognitivnim zmožnostim, pri čemer se sam nekako posluži dveh operacij. Recimo na eni strani uvede v razmerje do objekta, ki je načeloma naraven, vsaj načeloma, torej globalno segrevanje konkretno, neko določeno tujost, naprimer govori torej v primeru globalnega segrevanja, pa tudi nekih drugih oblik onesnaževanja. Ne misli to kot nekih fenomenov, ampak kot nekaj, kar je človeku radikalno drugo, kar presega njegove zmožnosti zamišljanja, nekaj, kar človek nikakor ne more zajeti v celoti, do česar lahko dostopa zgolj parcialno preko nekih indicev, meritev in podobno. Hkrati pa po tej neki začetni potujitveni operaciji izpostavi neko radikalno nerazdružljivost hiperobjektov in človeka. Naprimer, opisuje, kako hiperobjekt onesnaženosti prodira skozi kožo, prehaja v hrano, ki jo človek zaužije, posledično pa v njegove celice, se lepi na njegove organe, v telesih sproža neke nepredvidljive reakcije, skratka pač radikalno viskozen. Za prakso Zorzot, ki po mojem mnenju se nekako giblje na terenu tradicije analitičnega slikarstva, pri čemer, kot rečeno, preko neke redefinicije objekta, po mojem mnenju pač poskuša vnesti v to tradicijo neko inovacijo. To je morda najbolj očitno na primeru, kako tretira madež, ki je pomemben raziskovalni fokus modernistične slikarske prakse. Recimo, če tu zdaj neko čist splošno pojmovanje ali pa način, kako se madež pojavlja v slikarski tradiciji, omenim, je tega mogoče v grobem nekako umestiti v prej omenjeno gibanje proti avtonomizaciji umetniških izraznih sredstev v primeru slikarstva, recimo barve, njene materialnosti, slikarske geste, teksture, slikovne podlage, ki preneha biti primarno neko mimetično sredstvo ali pa sredstvo za produkcijo iluzije oziroma neko opisno sredstvo, ampak nek avtonomni posrednik sporočila, ki, to se zdaj citiram, ki deluje še preden se oblikuje pomen. V tradiciji nekega gestualnega slikarstva ali pa informela in podobno je to sicer v temeljno povezano s koncepcijo slike kot nekakšnega podaljška ali pa celo nekega simulakra telesa, kjer je potem neko izkustvo snovi zelo tesno povezano s telesom in kjer recimo je fokusa deležno kako izkušnja, recimo povezava neke izkušnje telesa in pa snovnega in podobno. V modernistični tradiciji je to vendarle v glavnem mišljeno na način, da se umetnikova najpogosteje, ali pa je to vsaj najpogostejša interpretacija, da se umetnikova neka eksistencialna izkušnja neposredno vpisuje v umetniško materijo brez neke literarne ali pa metaforične navlake. Natanko v tem kontekstu madež predstavlja neko variacijo tega domnevnega neposrednega vpisa eksistencialne izkušnje, tudi recimo za gledalca. Madež kot neka umetniška, brezoblična, nereprezentativna oblika naj bi tako na eni strani zrcalila neko paralelo med umetniškim ustvarjalnim procesom in umetniškim intuitivnim mišljenjem, ki bi naj kot tako pač delovalo nekako onstran racionalne apercepcije in celo stvariteljsko močjo narave. Gledalcu pa naj bi omogočalo neko interpretativno svobodo ali pa kar invencijo, bila neka projekcijska površina, ki potem spodbudi njegovo domišljijo in podobno. Pri praksi Zorzot se madež ali pa ostali neki problemi ali pa raziskovalni fokusi iz dela modernistične slikarske tradicije pojavljajo po mojem vsaj na specifičen način. Lahko bi rekli, da je neka osnovna raziskovalna linija, na kateri se v zadnjem času giblje, kot tudi recimo sama izpostavi, razmerje objektnega tujosti in madeža, torej neke brezoblične oblike, ki jo tematizira predvsem preko relacije objekta in telesa, pri čemer telesa pa telesnosti nikakor ne enači s subjektom.
Pri njej pač namreč že nekako telo samo nastopa kot nekaj deloma tujega subjektu, skratka ne gre toliko za to, da bi raziskovala, kako je recimo človeška izkušnja prilagojena nekim fizičnim, fizikalnim, biološkim značilnostim telesa ali kaj podobnega, ampak bolj, da je človeška izkušnja v nekem smislu posredovana preko objekta telesa celo. Pri čemer je mogoče to objektnost telesa pač razumeti natanko preko Mortonevega pojma hiperobjekta, skratka objekta, v katerega je subjekt nekako potopljen. V slikarski seriji Alohton iz 2018, kot pojasni recimo v video statementu ob razstavi, jo na primer raziskovalno zanima prenos tuje entitete v človekovo imanentno okolje, na tej podlagi pa tudi proces prilagajanja in ohranjanja indicev izvirne tujosti. V slikah na razstavi Vekurni, ki so pač te, Zorzo ta kompleksni preplet tujega in domačega v navezavi na relacijo telesa, slike in prostora med drugim izpostavlja preko pozornosti na razmerju podobe do slikovnega prostora, kjer prej omenjeni madež nastopa kot nekakšna tujost podobi, hkrati pa v razmerju slike do razstavnega prostora preko vmesnika podstavkov. Če bi skratka malo še špekulirala, bi lahko v splošnem rekla, da Zorzo v svoji praksi ne ponuja le nekega novega pogleda na objektnost preko neke drugačne koncepcije objekta in pa potem relacije objekta subjekta, ampak da bolj recimo sopostavlja neko objektnost poznanega stanja sveta, torej tudi poznanih nekih oblik časovnosti, prostorskosti in podobno, in pa objektnost, ki eksistira v neki tuji, neki novi časovno-prostorski logiki. Na tak način pa pač bi bilo tudi mogoče nekako postaviti recimo na teren neke akceleracionistične estetike. Torej, v primeru slikarske prakse Zorzo imamo pač opraviti z nečim zelo, po moje, zelo drugačnim kot neko prevladujočo obliko sodobnega postmedijskega slikarstva, ki se uveljavi predvsem od 90-ih let in ki recimo neka najbolj splošna interpretacija naj operiralo v okvirih vizualnega pa vizualne kulture in omogočalo nek vidik refleksije na točno tistem mestu, kjer strani slikarja apropriirano in transformirano množično medijsko podobje sicer nekako domnevno manipulira, zavaja in podobno gledalca. Po mojem je njeno delo bolj ustrezno umestiti v okvir raziskovanja potencialov alienacije, ki ima sicer v zgodovini estetike in filozofije umetnosti relativno dolgo tradicijo. Recimo slediti mu je mogoče od opredelitve ene od faz lepega pri Kantu, kjer je pač nekako zelo splošno rečeno lepo tisto, kar zaradi svoje neke neobičajnosti, tujosti, nepoznanosti potem spodbudi gledalca v mišljenju, do recimo Hegla, kjer pač je umetnost eden od terenov nekega podvojevanja, človekovega podvojevanja, samo odtujevanja do recimo Deleuzeove opredelitve izraznega mišljenja kot nekega nasprotja reprezentacijskega. Zdaj praktično, seveda teh primerov je še precej več, ampak praktično vseh recimo potencial alienacije preko umetnosti nastopa zelo splošno rečeno kot neko sredstvo refleksije oziroma samorefleksije. Ravno tako pa tudi recimo kot neko sredstvo mišljenjske inovacije, kar do neke mere po moje tudi drži za novejše umetniške pristope, ki se nekako poskušajo gibati na terenu recimo ksenoepistemologije in ksenopolitike ali pa terenu inhumanega, katerega recimo Rezanega Restani med drugim opredeli natanko kot teren, kjer naj bi se na podlagi neke konstitutivne predpostavke obstoja človeka potem formirale redefinicije, kaj točno pomeni biti človek. Kar se zdaj teren raziskav potencialov alienacije, mogoče v nekem umetnostno-zgodovinskem smislu, vsaj nekako na prvo žogo, navezati na avantgardno umetniško tradicijo pa estetiko, ki jo pač seveda razumem razširjeno, skratka ne izključno neposredno vezana na konkretna umetniška avantgardna gibanja, ampak bolj na način, kot ga recimo na enem mestu opredeli Grant Kester, ki avantgardistično estetiko misli v relaciji z njenim nasprotjem in sicer z neko predmoderno dialoško estetiko, ki bi naj bila po njegovem mnenju tudi značilna za sodobno umetnost oziroma za del sodobne umetnosti, kakor se formira v 90-ih let.
In je pač jo zaznamuje skratka avantgardistično estetiko, predvsem nek odmik od na konsenzu temelječe estetske izkušnje. Po njegovem mnenju bi pač avantgardistična estetika umetniškega dela naj postala polno operativno šele sredi nekako 19. stoletja, pri čemer pač jo zaznamuje nek poskus drugačnega vzpostavljanja relacij do gledalca od prej uveljavljenih. Bazirala bi namreč na ideji, da pač neko avtentično umetniško delo predpostavlja neko določeno neodvisnost tako od umetnika kot gledalca, oziroma v splošnem smislu od nekega skupnega čuta. Pri tem pa naj bi z gledalcem komunicirala natanko preko te neodvisnosti in komenzurabilnosti, še najpogosteje pa pač recimo na način nekih sredstev, kot so šok, napad, tujost, skratka preko različnih oblik estetske alienacije. V navezavi na raziskovanje potencialov alienacije v novejši umetniški produkciji je pač mogoče recimo nekako nakazati okvirno več nekih strategij. Vsekakor je to mogoče detektirati v nekem splošnem odmiku od sodobno-umetniškega skorajda imperativa, neke komunikativnosti, dialoškosti, skupnostvornosti in pač pomika proti nekomunikativnosti, neintegrativnosti, skratka na samem primeru, na kak način pač poskušajo umetniškega dela tvoriti neke relacije z gledalcem. Recimo v primeru dela Andreja Škufce imamo zraven tega opraviti tudi z neko strategijo generiranja oblik onstran omejitev človeške predstavne moči, recimo. Škufca namreč svoja dela generira v računalniškem programu, ki omogoča oblikovanje oblik na podlagi zelo kompleksnih matematičnih operacij, ki jih pač človeški ne more izvajati, hkrati pa v programu, ki prostor ali pa tudi konkretno slikovni prostor organizira drugače, kot ga sicer človek nekako spontano organizira, skratka vedno nekako ali pa zelo pogosto prilagojeno človeškemu telesu. Delo Škufce se do neke mere mogoče dotakne tudi preko vprašanja abstrakcije, ki je pač, kot rečeno, ena temeljnih potez modernizma 20. stoletja. Predvsem recimo iz razloga, ker bi naj bile pogoste reakcije na njegovo delo, da predvsem delo v zadnjem času, katerega primer je tudi tukaj, ki ga in recimo ga sam poimenuje za ksenomorfne objekte, da gre pač za neko sodobno variacijo abstraktne skulpture. Kot sem prej že omenila, je moderno abstrakcijo mogoče razumeti na terenu raziskovanja nekih bistvenih elementarnih gradnikov umetnosti. Temu ustrezno pa misli tudi v okviru tako imenovane umetniške eshatologije, recimo en primer je onstran konca umetnosti tudi naslikati zadnjo sliko, zadnjo delo. Ravno tako pa na podlagi težnje po dosegi neke splošne, univerzalne ali pa nadčutne pozicije, če pač zanemarim, da se tekom 20. stoletja abstrakcija najpogosteje pojavlja v neki hibridni obliki, skratka kot abstraktni ekspresionizem. Na splošno se zdi, da v primeru določenega dela novejše umetniške produkcije, da se vsaj na nek način, mogoče bolj implicitno, vrača neka ideja eshatologije, do neke mere mogoče tudi umetniške eshatologije. Recimo predvsem natanko v primeru opredelitev izhoda ali pa bolj specifično izhoda iz sodobne umetnosti. Škufca na primer v uvodniku za 9. številko revije Šum, Izhod, ki ga zanima in ki ga je pač vsaj do neke mere mogoče tudi postaviti v bližino njegove umetniške prakse, pač definira na tak način, da se pač v prvi fazi poskuša nekako oddaliti od nekih že poznanih oblik, recimo izhodov v umetnostni tradiciji, v obliki recimo samo marginalizacije umetnikov od romantične boeme, avantgardnih izstopov iz umetniške sfere v življenju, zaključkov umetniške kariere in podobno.
Samega namreč bolj zanima neko redefiniranje pogojev umetnosti v kontekstu recimo tehnokapitalizma. Umetnost naj bi postala, kot se sam izrazim, tu zacitiram, področje polnega tveganja. Fragmentacija umetnosti v skupke lokalnih katastrof in intenziviranje poskusov. Vizualni inženiring. In tako se umetnost vključi v operacijo največjih pomenov, ni le njihov interpret v raziskovanje vesolja, v načrtovanje vojaških vdorov, mutiranje nevronskih povezav v meddržavne tajne operacije, svetovanje glede strukturiranja korporacij in sovražnih prevzemov, v vzajemne sklade, v raziskovanje kvantnih računalnikov v procesu samouničenja IA, v prostore med besedami. V napovedniku predavanja sem med drugim omenila tudi neko specifično aktualizacijo estetsko-vzgojnih potencialov umetnosti, ki so recimo mogoče zgodovinsko najbolj neposredno formirani v Schillerjevi ideji samomanipulacije oziroma neke avtoafekcije preko umetniške fikcije. Ta ideja je v sklopu, je v spektru nekih prispevkov, na katere se tu nekako nanašam, najpogosteje poimenovana za akceleracionistično estetiko, predvsem tudi recimo v navezavi na pojem hyperstition, ki ga v 90-ih letih uvede Nick Land, kasneje pa pač uporabijo pa dodatno definirano, do neke mere tudi redefinirajo tudi drugi avtorji v bližini akceleracionizma. Kar se tiče samih naštetih vizualnih umetniških praks, je v tej navezavi mogoče reči, da mogoče, tako se vsaj na prvi pogled zdi, niti ne gre toliko za to, da naj bi umetniška dela bila nek ekskluzivni generator akceleracionistične estetike, ampak se ta mogoče, ali pa je to mogoče bolj nekako detektirati v nekem diskurzu, ki jih spremlja, oziroma je v nekem splošnem akceleracionistična estetika v večji meri zastopana na področju literature ali pa žanra teorije fikcije, skratka pač v okviru jezikovnih praks, ker pač mogoče predvsem z razloga, ker kontekst nekih jezikovnih narativnih konvencij ker je pač bolj pripravljen za neko prakticiranje temeljnih potez akceleracionističnega hyperstitionja. Tega namreč zaznamujejo poteze, kot so, tu zdaj povzemam po eni opredelitvi, poteze, kot so časovno potujoče časovne zanke, naprimer, da ni neke linearne koncepcije časa, da stvari iz sedanjosti ali prihodnosti se znajdejo kar v preteklosti, skratka, da ni, da gre za neke sinhrone alternativne naracije, da se v jezikovni praksi, bodisi literarni, bodisi teoretski, spleta neke nenavadne povezave dogodkov iz različnih časovnosti, različnih kar nezdružljivih prostorskih kontekstov, kar naj bi bil pač po mnenju zagovornikov nekak mehanizem, da potem fikcija vzpostavi sebe kot realno. Ravno tako recimo naj bi bila za hyperstition značilna neka produkcija mitov, skratka vključevanje nekih okultističnih komponent, združevanja predmodernosti in hipermodernosti, izogibanje jasno določljive neke izeolalne pozicije, multiplikacija perspektiv, izogibanje konstrukcije vsakršne vsiljene enotnosti, bodisi religiozne dogme, politične ideologije, znanstvenega zakona, common sensa, pri čemer naj bi vse potem nekako načenjalo identiteto, avtoriteto in recimo tudi avtorsko kredibilnost. To so skratka neki predvsem estetsko-narativni prijemi akceleracionistične estetike že od okvirno 90-ih let in jih je zaznati predvsem v primeru pisanja. Kot rečeno, je torej mogoče znotraj same vizualne umetniške produkcije neke poteze akceleracionistične estetike detektirati mogoče bolj latentno. Recimo, eden od primerov je pač pomikanje proti dizajnu, kar je po mojem mnenju nek svojevrsten paradoks, ker se zdi, da recimo znotraj same oblikovalske sfere, če kot primer vzamem zadnjih par izvedb
biota, zaznati pač pomik od objektnega oblikovanja proti nekemu recimo socialno-storitvenemu oblikovanju, ki zgleda vedno bolj podobno neki prevladujoči sodobni umetnosti. Zdaj v okviru pomika proti oblikovanju ali pa bolj konkretno objektnemu oblikovanju v primeru vizualno-umetniških praks je vsekakor mogoče zraven škufce omeniti tudi umetniško prakso žive božični krebec, ki se v zadnjem času osredotoča predvsem tudi na raziskovanje presečišča površine in telesa. Hkrati pa se poskuša pomikati proti produkciji objektov, ki so onstran omejenosti na antropocene funkcije. Kot poudari sama, jo v njenem delu namreč ne zanima človeško telo kot subjekt, ampak kot artefakt, komplementaren stvari. Božični krebec skratka mestoma tretira neko, pač v največ primerih, telesno površino na način, kot je ta pojmovana recimo v kontekstu sodobnega bioinženiringa. V kontekst akceleracionistične estetike je mogoče umestiti recimo tudi dela na razstavi oziroma samo razstavo Next of Skin, ki jo je kurirala Tjaša Pogačar-Podgornik in je bila med drugim na ogled v galeriji Simulaker konec 2018. Razstava, ki je sopostavila dela Božični krebec, škufce in tandema Kladnik in Neon, je recimo izpostavila označevalce, kot so korporativna estetika, produktno oblikovanje, relacija telesa in digitalne estetike in tako imenovano wellness industrijo, pri čemer je precej neposredno zavzemala akceleracionistično pozicijo, recimo zajeto v moto, to je iz besedila, obrazstavnega besedila. Če pozicija izvzetosti ni možna, koncepti in oblike lahko vznikajo le sredi globalnih tokov kapitala in tehnologije. Razstava tako specifično v okviru teme telesa in subjektivnosti v sodobnih razmerah stavi na neko desubjektivacijo in deantropologizacijo, ki jo je recimo mogoče misliti tudi kot nek kontrapunkt epistemološke baze, glavnine na telo, osredotočene na sodobne ali pa sodobnejše umetniške produkcije. Je torej nek kontrapunkt identitetnim politikam, umeščene vednosti in podobno, kjer pač telo nastopa kot tako pač, ki je nekako beleženo s svojimi posebnostmi in umeščenostjo. Razstava namreč nekako izpostavi neko generično, hipermodificirano post ali celo nečloveško telo. Pomik proti objektnemu dizajnu v tem primeru tudi implicira, kot se recimo izrazi Blaž Miklavčič v refleksiji razstave Next of Skin, funkcijo, ki je še ni. Posredno pa recimo bi tudi lahko mogoče govorili o tako imenovani spekulativni časovnosti oziroma spekulativnem času kompleksov, kakor ga formulirata recimo Vanesijan in Malik. Če citiram Miklavčiča: SK234 Andreja Škufce človeka ne predpostavlja, temveč ga popolnoma zaobide. Dotik površine ni možen, ker ni nikogar, ki bi se dotikal. Objekt je ustvarjen po pravilih dizajna, potenciranih, pospešenih in pripeljanih do lastnega paradoksa. Modernistična paradigma, po kateri forma sledi funkciji, je pri Andreju sprevrnjena v svoj distopični negativ, v katerem je funkcija pogojena s formo. Če se vrnem k Božični krebec, njeno delo se sicer pogosto interpretira natanko preko elementov poudarjene površine, ki naj bi bila potem nasprotje običajnih konceptualizacij in pa izkušenj telesa, hkrati pa se pogosto tudi izpostavlja na kak način njena dela potem tvorijo recimo kako relacijo z gledalcem tvorijo, kakšne izkušnje omogočajo ali pa interpretativne pristope. Recimo po mnenju nekaterih interpretacij bi umetničina dela naj onemogočala interpretativno nalaganje pomena strani gledalca, hkrati pa njegovo življenje, eliminirala bi skratka neko množenje asociacij, ki bi ga pač nekako najbolj splošno rečeno naj sprožal poetski, torej semantično razprt jezik umetnosti kot nekakšnega območja univerzalno komunikativne posebnosti. Umeščanje Božični krebec v do sedaj neko načeto problemsko polje je mogoče najbolj evidentno v primeru del, ki sta bila na ogled v okviru 9. trienala sodobnih umetnosti v Moderni galeriji.
recimo v projektu Ten Wall s plastmi kremne podlage za ličenje in mineralnim pudrom prekrito steno moderne galerije. Umetnica recimo za razliko od nekih drugih projektov evocira kožo, skratka neko površino telesa, predvsem preko njene odsotnosti. Koža, torej telesni, ki je mogoče razumeti kot telesni organ, hkrati pa gradnik podobe ter zaznave biološkega telesa kot totalitete, torej tudi izhodišče za gradnjo identitete, je v primeru njenega dela mogoče postaviti v bližino raziskav tudi do neke mere v bližino raziskav telesnosti v kontekstu digitalne estetike in reproduktibilnosti. Recimo na podoben način, kot je Komarjevo kartiranje različnih oblik telesnosti digitalne podobe pokazalo, kako se materialno zažira virtualnost digitalne podobe, bi tudi recimo za prakso Božičnik Rebec lahko rekli, da nakazuje na materialnost telesne površine, naprimer nakazuje na to, kako je telesni organ samo material za nekaj. Pa če si znova sposodim interpretacijo Miklavčiča, koža iz lateksa Božičnik Rebec visi čez kromirano stojalo za brisače, vendar ne kot posnetek kože, temveč kot njen čisti učinek. Če si kožo predstavljamo kot nekaj zdizajniranega, gremo v proizvodnji njenega učinka lahko vedno še nekoliko dlje. Koža je lahko še bolj kožasta, vendar se mora, zato da bi to postala, osvoboditi telesa in postati objekt. Postati mora svoje telo. Zato, da bi koža torej lahko napredovala, se upgradeala, level upala, mora najprej zapustiti telo. Natanko tu na podlagi te interpretacije, s katero se tudi strinjam, po moje se mi zdi, da je mogoče detektirati tudi nekaj zgodnje modernističnih idej o tem, kaj točno počne umetnik. Recimo, tu se mi neka paralela postavi z recimo Baudelaireovo analizo slikarskega postopka v besedilu Slikar modernega časa ali nekaj takega, ki sledi ideji, recimo, skratka, Baudelaire poskuša definirati, kaj točno počne slikar, ko pač upodablja nekaj in pol nekaj transformira vtise zunanjosti. In pač to opredeli kot neko intenziviranje realnosti. Skratka, slikar po njegovem mnenju posnema realno, ampak ga tako preoblikuje, da realnost deluje bolj realno, kar je sicer mogoče recimo potem tudi navezati v kontekstu zgodnje modernosti, skratka konca 19. stoletja tudi z nekimi idejami, tematizacijami, recimo dolg časa melanholije, prestimuliranosti, v katero bi naj potem intervenirala umetnost s tem, da naredi realno bolj realno. Sama mislim, da sicer pač v primeru neke, recimo temu akceleracionistične estetike bi bilo mogoče bolj ustrezno kot o neki intenzivaciji realnosti, govoriti o nekem poskusu potenciranja fikcionalizacije realnosti ali pa potem tudi seveda dehumanizacije, abstrahiranja in potem tudi recimo da z nekim pomikom proti inhumanemu. To je to, kar se mene tiče.